Dober dan. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Zveza društev upokojencev Slovenije želi soodločati o prihodnosti zavarovalnice Vzajemna, saj že nekaj časa zbirajo zahteve za sklic izredne seje skupščine omenjene ustanove. ZDUS želi stabilno Vzajemno, ki bo poslovala pregledno in s tem zagotovila stabilen sistem zdravstva pri nas. Vztrajali bodo pri tem, da družba ves denar, ki ga člani zberejo za plačevanje zdravstvenih storitev, porabi v točno ta namen. Ne bodo torej tolerirali morebitnega prilivanja sredstev, ker je to nepošteno in protizakonito. V aktivnih časih, pazite to, ginekologinja, danes predsednica ZDUS Mateja Kožuh-Novak o poteku akcije. Malo se nasmejte? Jaz sem zdaj smejem, sem sam nesrečna, ker sem imeli grda. A vidite, stare gospe so rade lepe. Zelo na kratko, če lahko. Prosim. Verjamete v uspeh, da pridete v zavarovalnico Vzajemna? Verjamem v uspeh in to 100%. Ali zagotavljate, da bodo vsi, ki so se podpisali, dali pač pooblastilo, ne bodo nekako zavedeni, da se bi kasneje izkazalo, da kakšna politična opcija oziroma politika ozadej generira z njihovimi imeni? To pa garantiram s svojim imenom in svojim življenjem. In svojimi otroci. Če bom jaz kaj mogla narediti, ne bo nobene politične, kaj ste mi rekel? Akcije. Tako. Študentska organizacija Slovenije, ki jo mimogrede imamo radi vsi študentje, saj se neprenehoma in pravzaprav zastonj bori za naše pravice in privilegije, je presenečena nad izjavo ministra za razvoj Mitje Gasparija o vlogi in pomenu študentskega dela. Prepričani so, da študentsko delo ni napaka na trgu dela, ampak predstavlja socialni korektiv, ki več kot tretjini študentov omogoča preživetje in dokončanje študija. Država Slovenija ne nudi dovolj štipendij, zato si morajo mnogi mladi študij z lastnim delom omogočati sami. Študij namreč ne sme biti privilegij, ki bi si ga lahko privoščili le nekateri posamezniki bogatih staršev. Seveda ŠOS ob tem znova, kot vedno, pozablja na vse izredne študente, ki so pač za voljo slabšega uspeha na maturi morali pristati na oderuške cene, ki jih pač verjetno plačujo tudi starši. Poglejmo celotno po mnenju ŠOS, sporno izjavo Gasparija o napaki na trgu dela. Glede študentskega dela vam pa prepuščam v razmislek, ali je to korektno od delodajalcev in delojemalcev, sindikatov, da mirno gledajo to, da je študentsko delo v bistvu mezno delo. To delo ne omogoča nobene socialne varnosti in je v bistvu na nek način napaka na trgu dela, ki dela neupravičeno diferenciacijo med različno zaposlenimi na tem trgu. Zaradi tega mladi bodo imeli težave pridobiti pogoje za upokojitev, kadar bodo starejši, in po drugi strani izrivajo zaradi umetno podcenjenih stroškov zaposlitve, normalne zaposlitve te mlade generacije, ki prihaja. Torej, z več razlogov zelo neprimeren način stimuliranja zaposlitve. Osnovna stimulacija, ki jo morajo študentje strani države dobiti, je prvič dostop do javne šole brez dodatnih stroškov in drugič ustrezna politika štipendij, ne pa spodbujanje dela na črno, če hočete. Še so med nami. SLS je namreč včeraj predstavila kar 2 zakonska predloga, ki jih je v obravnavo v Državni zbor vložila njihova poslanska skupina. Prvi je predlog zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali kmetijsko dejavnost. Drugi pa predlog zakona o dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. S prvim omenjenim zakonom želijo omogočiti najem posojila fizičnim osebam, ki opravljajo gospodarsko ali kmetijsko dejavnost in tako pomagati tudi njim blažiti posledice finančne in gospodarske krize. Z drugo omenjeno dopolnitvijo zakona pa želijo spodbuditi gospodarstvo k investicijam, kar bi pomenilo kaj drugega kot rast in razvoj tudi v trenutni težki finančni in gospodarski situaciji. Ugotavljam, da je poslanska skupina Slovenske ljudske stranke praktično vse vladne predloge zakonov podprla. Samo 8,14% je takšnih, za katere smo glasovali proti. Po zadnji seji vlade je Denis med drugim iskal odzive na delovo anketo o delu vladne četice. Medtem ko je imponiral najbolje ocenjenemu ministru za gospodarstvo Mateju Lahovniku, je slednji z odgovorom ostal prizemljen. Vseeno, vam imponira, da ste tako dobro ocenjeni? Jaz nikoli ne ocenjujem anket, tako da ljudje imajo vedno svoje mnenje, lahko ga izrazijo v anketah, ampak jaz pač nikoli ne ocenjujem teh anket, ne glede na to, ali sem dobro ali slabo ocenjen.
Hvala. Smešno majhni in povsem naključno izbrani vzorci takšnih in podobnih anket imajo po mnenju glavne varnostnice Ljubice Jelušič zanimiv sekundaren vpliv na širše dejansko stanje duha. Vaša ocena? Verjamem pa, da te ankete, ki jih delajo mediji, pravzaprav potem posledično tudi ustvarjajo javno mnenje. Kajti, če vi meni rečete, kje sem na tej lestvici, potem v bistvu hočete tudi sugerirati, kaj naj zdaj počnem. Če sem nizko, se trudim, da pridem višje. Če sem visoko, se trudim, da tisti položaj ohranim. Se pravi, da se ukvarjam s tem, kje sem na lestvici, namesto da se ukvarjam s tem, kar je moje osnovno delo, in to je, da, če gre zame, skrbim za varnost ljudi. Če včeraj na Prešernovem trgu niste opazili mladostnikov v rumenih majicah, ki so skakali s kolebnico in se tudi tako zavzemali za spoštovanje človekovih pravic, kar bo gotovo pripomoglo, boste imeli to priložnost v naslednjih dneh tudi drugod po Sloveniji. Več o akciji Glasniki človekovih pravic, Maja Skalar. To je skupina mladih iz mednarodne skupine mladih, ki hoče nekako pokazati, kaj so se v prvem tednu naučili v praksi na tem našem taboru, v teoriji da pokažejo v praksi. Se pravi, nekaj nasplošno o človekovih pravicah in potem tudi, kako pokažeš publiki, kakšen pomen imajo človekove pravice, tako nasplošno. Imeli bomo različne igre, kvize, mimoidoče bomo zvabili zraven, kot vidite, da z nami sodelujejo, tako dokaj interaktivno. Namen pa je ozaveščanje. Slovenija, 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 kulturac. Zopet je prišel med nas Trnfest, ki je letos že polnoleten. Otvoritev festivala se je pričela na Prešernovem trgu z afriškim bobnarskim performansom skupine Le Frère Burkinabé. Sledilo je dogajanje na odru pred Kudom France Prešeren, kjer je nastopila zasedba Kanja Flamenka. Ole! Nočne ure pa so popestrili DJ-ji. Poleg tega si lahko v galeriji Kuda France Prešeren do 10. avgusta, pozor, do 10. avgusta, ogledate stripovsko razstavo Slovenski klasiki v stripu. To je razstavo stripovskih reinterpretacij slovenske umetnosti in kulture. Nič, pa vse. 34 dni večerov, tako kot lani, dogajanje za vse generacije, vse glasbene in vse ostale kulturne in umetniške okuse. Vsako leto imamo nekaj svojega, se pravi Kudove produkcije in tujih in slovenskih nastopajočih in enako ponavljamo to preverjeno formulo kot vsako leto. Tako da jaz mislim, da kar je tisto, kar vleče, je druženje. V okviru prireditev Imago Slovenije je včeraj v Mestnem muzeju Ljubljane, oziroma nekoč klicane Emone, nastopila mednarodna zasedba Simone Zankini Ratko Zjaca Quartet. Torej Simone Zankini Ratko Zjaca Quartet. V prelepem in še premalokrat izkoriščenem atriju se je zbralo lepo število poslušalcev, predvidevamo željnih dobrega džeza. Še vreme? Ne. To, da pred vremenom fuzbal. Danes bo Maribor nadaljeval kvalifikacije za Ligo prvakov z gostovanjem pri švicarskem Zürichu. Jutri pa bo nastopil še slovenski pokalni prvak Interblok Ljubljana, ki bo v kvalifikacijah za Evropsko ligo gostoval pri Metalurgu iz Donjecka. Obema moštvoma želimo obilico sreče, saj je že skrajni čas, da se prekine slovenski klubski evropski nogometni post. Ponovimo, v zadnjih letih so namreč najši klubi večinoma izpadali že julija. No, zdaj pa res še vreme. Namesto pri vremenskih ujmah se tokrat ustavimo pri ujmi križanega s financami. Za spodbujanje podjetništva in za raziskovalno tehnološko politiko in spodbujanje izboljšanje informacijskih tehnologij. Iz ljubljanskega studia 136 to so bile Vesti na vesti.
Lep pozdrav!